Drage gledalke, dragi gledalci, danes imamo izjemnega gosta, profesorja Ivana Štuheca, je moralni teolog, v zadnjih desetletjih vodilni teolog moralne teologije v Sloveniji. In današnji pogovor bo imel dve tematiki. Prva je, kako evropska liberalna miselnost, kako je prispevala k današnjemu moralnemu stanju v Evropi. Drugi del pogovora pa bo, ker je gospod profesor član sveta RTV, nam bo malo razložil sedanjo predlog zakona o RTV-ju in kako te stvari, to dinamiko zakonodajno spremljati danes, in nam ponudil celo vrsto izhodišč, tako pravnih kot drugih. No, prva tema je torej, kako ti kot moralni teolog lahko obrazložiš to dinamiko vedno večje moralne relativizacije, moralnega relativizma v Evropi. In posebej se bova usmerila na vpliv liberalnih strank v tem pogledu. Ja, zdaj sam liberalizem in pa ta ideološki tok, seveda ima svojo dolgo brado v Evropi, to ni od včeraj. Vemo, da je nekako z novim vekom prišel v ospredje človek kot posameznik in pa njegova svoboda, kar samo po sebi ni nič narobe in kar je marsikaj dobrega prineslo tudi v ne samo evropski kontekst, ampak tudi v katoliško miselnost in v katoliško moralo tudi. Če je prej recimo v morali nekako bila avtoriteta tista, ki je ukazovala, kaj se sme in kaj se ne sme, vemo, da je tudi potem v skladu z drugim Vatikanskim koncilom na prvo mesto stopila človekova vest in odločanje v skladu z svojo vestjo, kar pa seveda ne pomeni svojo samovoljo, kakor nekateri to razumejo in pa so nekateri to razumeli. Tako da z tega zornega kota, recimo, ko gre za moralne odločitve in za moralna odločanja, je ta premik iz zgolj nekega spoštovanja norme in pravila zaradi avtoritete na posameznika in na ponotranjenost pravil in moralnih stališč in moralnih norm, ta premik je bil koristen in ga lahko samo pozdravimo. In v zvezi s tem jaz mislim, da tudi katoliška moralna teologija, vsaj od drugega Vatikanskega koncila naprej, nima nobenih velikih težav, ampak se je ta ideja posameznika in pa njegove svobode vključila tudi v teološko misel in pa posledično seveda tudi v moralno teološko misel. Zdaj, drug problem ali pa drugo vprašanje pa je, kako gledamo zdaj na družbeni pojav v tem smislu. Zdaj, za liberalizem je bilo vsaj v nekem določenem obdobju predvsem značilno, da je bil usmerjen v družbenem smislu predvsem v svobodo upravljanja z lastnim premoženjem. Se pravi, tu so liberalci, evropski liberalci, svobodnjaki, so bili pravzaprav neke vrste protagonisti, nosilci in tisti, ki so promovirali kapitalizem, svobodo na področju kapitala in pa delovne sile. Potem vemo, da se je nekako kot protiotež temu začel pojavljati tudi nek drug sistem, ki bi ga lahko najprej imenovali marksistični, socialistični, v najbolj radikalni obliki komunistični sistem, ki je pa poudarjal kolektiv in ki je posameznika pravzaprav podrejal neki višji strukturi, recimo med drugim stranki, partiji ali pa tudi državi. Zdaj, v najnovejšem obdobju, to, čemu smo mi priča, recimo, lahko rečemo po letu 90, po padcu komunističnega sistema,
pa se pravzaprav liberalizem na področju političnega dojemanja in pa tudi na področju gospodarstva predstavlja že v neki obliki, bi lahko rekli, kontroliranega liberalizma, kontroliranega z skupnim dobrim in z ekološko problematiko, torej ne gre več za neki divji kapitalizem, ki lahko iz subjekta, iz posameznika in njegove svobode počne vse, kar se izmisli in kar hoče, ampak so tu mehanizmi, ki ga omejujejo in ki mu ne omogočajo, da bi čisto podivjal, čeprav je to seveda v državah zelo različno. Ampak ta liberalizem v gospodarskem smislu in na področju, če rečemo, dela in kapitala, ta niti ni tako problematičen in nevaren morda, ne, kot se nekaterim zdi. Bolj problematičen postaja liberalizem, ki pa se odvija na nivoju etike in na nivoju morale. In tu prihajamo pravzaprav v nek zanimiv položaj, v nek paradoks, ne. Tisti, ki so zagovorniki kolektivistične ideologije, kot je recimo v Sloveniji levica, kot je tudi do neke mere, lahko to rečemo tudi za socialdemokrate, se pravi za bivšo komunistično stranko, ti zagovarjajo, ko gre za odnos med posameznikom in državo, da je država nad posameznikom. Ko pa gre za moralno področje, pa zagovarjajo, da je posameznik na moralno-etičnem področju absolutno svoboden in da lahko počne vse, kar on misli, da je za njega v redu in kar si na nek način izmisli, da bi lahko bilo za njega dobro in v redu. Torej, tu ni dobene omejitve, tu je popolna svoboda, po drugi strani pa tega istega, ne, moralno, absolutno svobodnega človeka hočejo postaviti v družbeni sistem in v neke vrste državo, kjer pa ga kontrolirajo in kjer ga kontrolirajo predvsem, ko gre za vprašanje njegove svobode odločanja in pobude pri ustvarjalnosti, pri delu, pri odnosu delo-kapitalo in tako naprej. Se pravi, imamo neko zelo nenavadno situacijo, ne? Da kolektivistični ideologi v bistvu po eni strani zagovarjajo moč države, po drugi strani pa zagovarjajo absolutno svobodo posameznika. Je to mogoče ostanek leninizma iz komunističnega, ker komunistične stranke vse, od ruske pa do francoske recimo, so imele v svojem programu ateistično poanto, ne? Borbo proti vsaki obliki vernosti in pa tudi vsaki obliki moralnega obnašanja, kakor uči krščanstvo in druge verstva, ne? In v tem smislu je ta poanta, ta poudarek na ateizmu, se pravi na vse, kar je krščansko, to treba izničiti. Je to ostanek tega ali pa imajo tukaj kakšno drugo razlago? Ja, jaz mislim, da vsekakor je to nadaljevanje te zgodbe, ne? Ker končno marksistična pozicija vizavi vere je bila, da je to opij za ljudstvo, ne? Ampak po drugi strani pa moramo hkrati tudi priznati, ne, da stari komunisti so imeli moralne vrednote. Recimo, nekateri komunisti so imeli tako visoke moralne vrednote, da so zaradi tega končali na Golem otoku. Da so držali socialne mire. Ker so, seveda, pa tudi ni bilo tako razpuščeno, ni bilo vse dovoljeno. Na vse zadnje, tudi če pogledava razvoj komunizma na slovenskih tleh, ne, nekateri so si že med vojno seveda privoščili moralni razvrat, ne, medtem ko nekateri drugi si tega niso privoščili. In šele tam potem koncem 60-ih let, ko je nastala v Evropi tako rekoč nova revolucija v imenu svobode, šele takrat tudi slovenski komunisti in slovenska levica začne na področju morale in etike zagovarjati popolni razpust, ne. Kar se pa tiče odnosa do Boga in odnosa do vere in do krščanstva, to, kar si vprašal, se mi pa zdi tako, ne, da seveda,
če ti enkrat ukineš na nek način zadnjo avtoriteto, ki ne da ti narekuje in diktira, kako moraš živeti, ampak ki je tista avtoriteta, ki je ustvarila ta svet, ki je ustvarila ta kozmos, ki je ustvarila človeka, ne? Potem je seveda v to stvaritev so postavljene neke zakonitosti. In človek je skozi tisočletja in skozi stoletja prihajal postopoma do spoznanja, kaj je tisto, kar njegovo življenje ogroža in kaj je tisto, kar njegovo življenje varuje. Recimo 10 božjih zapovedi, ne? To upam, da se ne bodo poslušalci oziroma gledalci pohujšali, ampak 10 božjih zapovedi ni nastalo na gori Sinaj, da bi jih Bog vklesel v skalo, tako kot smo to v prispodobi se učili pri verouku. 10 božjih zapovedi je nastalo skoraj pol tisočletja in fragmente teh pravil, kako so se ljudstva, tudi poganska ljudstva, začela obnašati zato, da so ohranila svojo skupnost pri življenju. Fragmente teh pravil pač najdemo v različnih kulturah. Ne nazadnje Hammurabijev zakonik je starejši kot pa recimo zapisi v Stari zavezi nekateri. Ne? Tako da tu ni nobenih težav v tem smislu, da bi rekli zdaj 10 božjih zapovedi ni prvič tipično katoliški in krščanski pravil, to tudi niso tipično judovska pravila, ampak so pravila, ki so jih različna ljudstva znotraj takratnega mezopotamskega in pa sredozemskega sveta in egipčanskega sveta, ki so do njih prihajala na podlagi izkušnje, kaj je narobe, če človek krade, recimo. Ne? Ja. Posledica je, da oni, ki boš mu nekaj ukradel, te lahko ubije. Ne? In to se je dogajalo. Ne? Če je pastir drugemu pastirju vkradel ovce, potem je seveda prišlo do male vojne med dvema plemenoma. Ne? In na osnovi tega so seveda ljudje potem preko izkušnje prišli do spoznanja, da krasti ni dobro. Torej je preprosto prišlo do zapovedi, naprimer, ne kradi. Ne? To ogroža sožitje. Ker to ogroža sožitje, ja. In 10 božjih zapovedi je podobno, kot bi lahko, jaz sem vedno postavil to sporednico, človekove pravice niso nastale leta 48. Ne? Človekove pravice so nastajale od 12. od Joachima de Fioreja in pa od angleških vitezov naprej, ki so zahtevali tudi določeno svobodo vizavi kralja. Od takrat naprej so se razvijale človekove pravice. Potem recimo, da ne govoriva recimo o o španskih filozofih in tudi tvojih sobratih jezuitih in tako naprej, ko se je zavojevalo Latinsko Ameriko in borba za svobode indijancev in tako naprej. Kaj so to bilo? Ja, človekove pravice, to so bile človekove pravice. Ne? No, mogoče zdaj naredimo Samo, če dovoliš, Janez, da zaključim. Leta 48, kaj se je zgodilo? To, kar se je zgodilo v Svetem pisemski govorici z 10 božjimi zapovedmi na gori Sinaj, ne? Da jih je svetovna zveza držav deklarirala za tisto, česar se moramo vsi držati. Ne? In tako je tudi to, kar se Mojzesu lahko pripiše in kar se Izraelu lahko pripiše. Izrael je vsa ta pravila zbral pod število 10 in na vrhu tega je seveda postavil zadnjo avtoriteto Boga Jahveja. Yeah. No, mogoče en tak uklepaj narediva, malo razpredi tole. Mi imamo več stopenj moralnih obveznosti, norm, ki temeljijo, izhajajo iz Boga in pojmovanja Boga samega, potem naravna etika, to, kar človek ustvari s svojim razumom, pa do zakonitosti, ki prije preko čisto pametnega razmišljanja, in potem osebna izkušnja posameznikov in pa narodov, torej ljudi,
ki živijo v neki skupnosti, ki si ustvarjajo neke skupne norme za sožitje. Ja. Zdaj, kakšno moralno obvezo imajo te 3 stopnje? Zdaj, najprej bi morda rekel tako, ne, ko gre za področje morale in za področje etike, najdemo seveda v vseh kulturah in v vseh religijah moralne predpise in moralne norme. Ne? Vprašanje je zdaj, katere od teh moralnih norm posamezna religija, tudi krščanstvo, pripiše kot tisto normo, za katero stoji na nek način neposredno najvišja avtoriteta, to je Bog sam. Ne? Ja. In zdaj, če pogledava razvoj morale v Svetem pismu, ne, že stara zaveza je poznala tako rekoč eno zapoved, ljubi Boga in samega sebe. Ne. Nova zaveza je to dvojino razširila na množino, ljubi Boga in svojega bližnjega kakor samega sebe. Se pravi, Jezus pravzaprav, če bi tako rekel, na nivoju morale, etike, ni prinesel bistveno nič novega v tem smislu, kar so že vsebovale zapovedi, kar je vsebovala ta zapoved, ki je bila že v stari zavezi. Tisto, kar je seveda, bi lahko rekli, pa vrh ali vrhunec katoliške morale, je pa Božje usmiljenje, ki ga Jezus manifestira skozi vse svoje življenje, skozi vse svoje delovanje. Recimo taka prispodoba najbolj znana je o usmiljenem Samarijanu. Se pravi, skozi različne zgodbe in pripovedi v Novi zavezi se Bog razodeva kot najbolj usmiljeno bitje, kar si ga lahko predstavljamo. Ne? In tu pa potem gre za neke vrste tisto nadgradnjo, ki bi jo lahko rekli, ne, da ljubi tudi svojega sovražnika. Zato, ker boš do njega usmiljen v tistem, kar ti je hudega storil. Se pravi, recimo, če smo zelo aktualna za slovenske razmere in za slovensko zgodovino, ne, začeti ljubiti tudi tiste, ki so pobijali Slovence leta 45 in 46. To seveda pomeni, ne, odpustiti tistim, ki so to počeli, ne, in prepustiti pravzaprav poslednjo in zadnjo sodbo Bogu, ne pa da mi... Upati, da bodo enkrat prišli na to raven... Recimo, ne, to moramo prepustiti Bogu, tu nismo mi sodniki, zadnji sodniki. Torej, tu pa je, ne, jaz bi rekel, tu pa je tisto specifikum, posebnost krščanske morale, ki jo seveda... Da je Božji odnos do človeka prenesel na raven človeških odnosov. Tako, ja. Se pravi, ta neskončno Božje usmiljenje, ne, bi naj tudi za nas pomenilo, da tudi mi z isto mero merimo, kakor Bog meri z nami. Ne? To je recimo, se mi zdi nekako to je pomembno. Jasno, zakaj človek to težko sprejema? Zakaj človek to težko sprejema? Zato, ker je človek zelo tudi naravnan v pravičnost. Ne? In tu imamo ta problem, ki ga je imel že apostol Pavel. Apostol Pavel je tudi kot tipičen Jud, ne, stroga pravičnost je za njega bila pot do odrešitve. In ta pravičnost se pa seveda po drugi strani uresničuje skozi pravni red. In ko si prej govoril o teh 3 nivojih, ne, nivo Božje avtoritete na področju etike morale, nivo recimo naravnega zakona, k te bomo še prišla, ker se mi to zdi pomembno, in zdaj smo na nivoju prava, pravičnosti. To, kako si ljudje urejamo naše medsebojne odnose in naše skupno življenje, potrebuje seveda nek pravni okvir, pravni red, ker sicer bi živeli v anarhiji, bi živeli v džungli in bi vsak si lahko delal svoj pravni red. To ne gre enostavno, ne moreš sobivati. Ne? Ampak pravni red, mi moralni teologi rečemo, to je minimalna morala. Ne? To ni maksimalna morala. V kakšnem smislu, ker je to dogovor med ljudmi samimi? Ja, je to, in to so zgolj človeški zakoni, ne? Ki pa seveda ti zgolj človeški zakoni ne morejo biti stvar in posledica nekega trenutnega družbenega razmerja oblasti in moči,
ampak imajo tudi neko zadnjo točko, na katero se sklicuje. In tu smo zdaj pri problemu človekovih pravic. Ne? Človekove pravice so v moderni družbi, po drugi svetovni vojni, lahko rečemo, ne? So človekove pravice tista referenčna točka, na katero se sklicuje, ko se dela zakone. In ti zakoni, ki se naredijo na podlagi pravnem nivoju, bi morali na nek način ustrezati temu, kar so povedale človekove pravice. In zdaj smo pa prišli do problema, da se človekove pravice drugače interpretira, kot se jih je interpretiralo še leta 1948. Zakaj? Zato, ker leta 1948, ko se je deklaracija človekovih pravic pač zgodila, ko se je kodificirala, takrat je še veljalo, da v pravu velja tudi nekaj narava in naravni zakon. Potem je prišel ta naravni zakon, ki si ga ni zmislila katoliška cerkev, med drugim, ne? To so poznali, so ga Rimljani, poznali so ga Grki. Ta naravni zakon v pravnem redu pride v krizo in se začne uveljavljati subjekt, posameznik kot absolutni zakonodajalec. Nima več nad sabo Boga, tak ali tak ne. Človekove pravice pa on interpretira. Ne? In zdaj smo pri problemu, a obstaja še kaj v pravnem redu, kar se veže na naravo in na njeno izkušnjo. Ali pa obstaja samo kulturni zakon, kar pomeni, vsaka kultura, tudi naša, sodobna kultura, si lahko zmišljuje svoje zakone, kakor ona takrat misli. In smo pri tej zanimivi sintagmi oziroma zanimivem stavku, ko se reče, civilizacijska pridobitev je pravica do splava. Vsi to ponavljajo. Ne da bi se vprašali. Prvič, ali je Katere civilizacije, ne? Ja, drugič, ali je ta civilizacija z tem, ko je razglasila pravico do splava, obranila življenje najbolj šibkega. Ga je ogrozila. Torej, izkušnja govori, pa ne samo izkušnja, sodobna medicina in sodobna genetska raziskave so potrdile, da ne moremo govoriti o tem, da je zarodek v materinem telesu enako mati. In potem iz tega izvira še drugi nelogični stavek, da ima ženska pravico nad svojim telesom. Ja, nad svojim ga lahko ima, na vse zadnje, ne, zaradi mene. Ampak nad tistim telesom, ki je pa v njej, pa je drugi subjekt. Ne? In ker je drugi subjekt, ne moreš z njim ravnati enako, kako z svojim telesom. Na vse zadnje, ne, smo imeli primer, ko je prišlo do neke samopoškodbe, ko si je nekdo roko odsekal in je bil procesiran na sodišču, ker tudi namerno poškodovanje samega sebe je kaznivo dejanje. Ne moreš delati sam sebe onesposobiš in postaneš problem družbe. Ja, in postaneš problem družbe. Ne? Točno to. Tako da tu smo zdaj prišli v situacijo, ko se pravzaprav nekatere smeri v pravu nočejo več sklicevati na nobeno naravno dejstvo, ampak trdijo, da je vsak človek kot posameznik tisti, ki o sebi reče, kdo in kaj je. In pravni red ga mora torej tako zaščititi. V konkretnosti to pomeni, če se ti ali jaz danes deklarirava, da sva moška, jutri se bova deklarirala, da sva ženski, pojutrišnjem se bova spet deklarirala, da smo nekaj tretjega, mi mora pravni red omogočiti, da jaz svojo voljo in svoje občutenje lahko normalno živim in da me nišče nima pravice pri tem ovirati. Pravni red ščiti. In da me pravni red ščiti pri takih mojih odločitvah. V bistvu je pa to vsiljevanje osebne volje družbi. Dobesedno. Tako. In ne samo osebne volje, tudi na nek način... No, pa zakaj teh protislovij današnji človek ne vidi? Zakaj jih ne vidi? Zaradi tega, ker sodobni človek ni vzgojen
skozi ves šolski sistem v logičnem načinu mišljenja. Ampak je vzgojen v načinu mišljenja, ki je tako, bi lahko rekli, ad hoc mišljenje. Ne? Danes, v nekem sopodnjakarstvu. Ja, danes sem to, jutri sem ono, danes čutim tako, jutri čutim drugače in vse na tem, ne, vse je zanimivo tudi, da smo si mi svoj čas dali to geslo I feel Slovenija, jaz čutim Slovenijo. Ne? V tej I feel, ne, jaz čutim, se pravzaprav skriva ves problem te sodobne družbe in posameznika. To, kar jaz čutim, to je res, to, kar jaz čutim, to je moralna norma, to, kar jaz čutim, smem delati, ne? In pri tem me ne sme nišče nič ovirati. Jaz se spomnim, recimo, ker smo zdaj tudi tu pri tem problemu pride seveda teorija spola in vse to pride v poštev. Spomnim, ko smo mi imeli prvo generacijo gimnazijcev na Škofijski gimnaziji. Prvo generacijo, se pravi, to je bilo leta 96. Smo imeli neko razpravo z dijaki, tudi o tej spolnih zadevah in spolni etiki, in ena dijakinja reče, tudi če bi jaz naga hodila po šoli, se me nobeden ne sme dotakniti. Takrat, leta 96, reče 15-letnica, 16-letnica. Ne? Seveda se je nišče ne bi smel dotakniti, to drži. Ne? Ampak, a ona pa ima pravico provocirati. Ja. In če se enemu zmeša, pa odtrga, ne? In to provokacijo razume, recimo, da se mu je pač ponujala in jo posili, je zdaj samo on kriv za to, da jo je posilo, ali je tudi ona kriva zato, ker je izzivala. Oba sta kriva, ne? Oba sta kriva. In ne moremo iti na to, da lahko delam vse, kar čutim in kar si izmislim, in kar mi na pamet pade, ali pa ne na pamet, na kaj drugega pade, ne, da lahko vse delamo. Zato, ker enostavno smo ljudje drug od drugega odvisni. In zanimivo je to, ne. Res je, meni se zdi prav, mislim, to bo verjetno še potrebno zelo temeljito raziskati, da v času korone, ko nas je bolezen prisilila k medsebojnemu upoštevanju in medsebojni toleranciji in spoštovanju in skrbi, medsebojni skrbi, da v tem času izbruhne svoboda kot največja vrednota. Zato, ker je seveda po mojem, ne, v ozadju je bilo neko razumevanje svobode, ki se je gojilo v zadnjih desetletjih, kot nekaj, kar mi absolutno pripada in mi nihče ne sme tega omejevati. Tudi bolezen mi ne sme omejevati moje svobode. Ne? To je negativni odmev na korono. Na korono je to zelo negativni odmev. In da smo dobili potem celo stranko z imenom Svoboda in da ta stranka v bistvu zdaj misli, da lahko povozi vse, kar je prej nastajalo, kar je nastajalo tudi zadnje 2 leti v času. Tisto, kar je bilo dobro. Kar je bilo dobro, mislim, to kaže na to, kako imamo pravzaprav popolnoma porušen pogled na svobodo. Recimo, če vzamemo filozof Kant, je eden izmed filozofov, ki zagovarja svobodo, ampak on jo zagovarja na način, da svoboda posameznika se sme uresničevati do meje svobode drugega posameznika. To klauzula je jasna, ne? Ta meja je jasna. In se pravi, ko pa imamo zdaj ne samo 2 posameznika, imamo celo družbo, imamo vse svobode na kupu, ne? Potem moramo te svobode zbalansirati. Za osebno svobodo, ne gre za odnos do absolutnega bitja svobode, do Boga, ne? Tu sploh ne gre za Boga. Tu gre za medosebne odnose na ravni človeka in njegove svobode in tako imenovane njegove avtonomije. Ne? In kakšna je tukaj možnost pravega izsoda in kakšne so možnosti zlorabe tega slogana, ne? Jaz sem svobodno biti, delam, kar hočem. Ja, jaz mislim, da te zlorabe se seveda danes v najbolj očitni obliki manifestirajo skozi teorijo spola,
skozi to, da se pravzaprav negira in da se je povozila vsaka naravna predispozicija človeka, da si človek lahko izmišlja nekaj, kar je v bistvu del njegove biološke strukture, ne. Tu ne gre samo za vprašanje njegove socialne usmerjenosti, ampak tudi za njegovo biološko strukturo, ki je ne upoštevamo. Pa ne rečem, da niso primeri, kjer to je problem, ampak tisto ni danes težava. Danes je težava to, da je to postala ideologija. Ne? Da je to postala... Ki si pravico tako, vplivati na biološko... Na določene ljudi, tudi na vzgojnem področju, recimo. Ne? Uvajanje elementov teorije spola, recimo v osnovne šole ali celo v vrtce in podobne zadeve, ki se dogajajo. Ne? Kar pomeni seveda ustvarjati po eni strani ne pri ljudeh občutek, saj je vse dovoljeno in vse si lahko sam odločam in sam izbiram, se ni treba na druge ljudi ozirati. Po drugi strani pa seveda to povzroča v celotni družbi kot taki vrsto problemov, s katerimi bomo se v veliki meri soočali v prihodnosti. No, pa po tvojem poznavanju razmer v Evropi in pa v svetu, kakšen delež odgovornosti imajo za to obstoječe liberalne stranke v Evropi, ker od teh izvira ta pobuda pravna, ne? Tako, pa z Amerike, ne? Amerika je bila tu že tudi dosti daleč, ne, s tem liberalizmom in pa tako imenovane jedrne države v Evropi, ne, so tiste, ki to zelo forsirajo, ne? In zato tudi naši politiki iz leve politične in liberalne politične opcije ves čas govorijo, da je treba vrniti Slovenijo k jedrnim državam Evrope, ne? In jo omakniti od Poljske in Višegrajske skupnosti in tak naprej. Zakaj? Zato, ker ta grozd bivših komunističnih držav seveda ni tako navdušen nad temi moralno-etičnimi novimi interpretacijami človekovih pravic, kot je to v zahodnih prazno, ne? Ja, ne, kot je to zahodnoevropskih državah. In zato imamo seveda po eni strani, ne, spet to, kar sem prej na začetku rekel, imamo po eni strani to zahtevo, da moramo biti na področju etike in morale skupaj z jedrnimi državami, ne? Po drugi strani pa vemo, da imamo določeno simpatijo do Rusije in do Putinove politike in tak naprej. Ne? Nekateri imajo seveda. In to so navadno isti ljudje. Ne? Isti ljudje so sposobni zagovarjati, ne, popolni moralni razkroj in pa Putinovo politiko. Putinova politika v bistvu je v tem, da je on zaupal v politično pobudo svojim oligarhom. Oni kontrolirajo gospodarstvo, ja. Si lastijo nekaj državnega in to se pravi, da je bogatstvo v rokah peščice ljudi. Ne? Ja, v bistvu je ta preobrat, ki so ga komunisti naredili v vseh komunističnih državah, zelo podoben. Ne? Vse pri nas nimaš dobenega desno orientiranega politika, ki bi bil strašen bogataš. Imaš pa jih na levi strani, koliko jih hočeš. Zdaj z moralnega vidika, v čem je tukaj Putinu uspelo, da je ruski narod to sprejel kot neko naravno usodo, ne? Oni se ne bunijo proti oligarhom, ne? Dobro, Putinu je to v veliki meri uspelo z propagandnim aparatom, ne? Tako rekoč lahko rečemo 99% vseh novinarjev v Rusiji so Putinovi hlapci in podložniki, ne? Toliko o novinarski avtonomiji recimo, ne? Tisti, ki so se pa malo drugače postavili, pa so ali mogli zbežati iz Rusije ali pa so jih popolnoma onemogočili. Tako vse te zgodbe poznamo. Ne? Drugo, kar pa je, ne, tudi ta drug paradoks, ne, ki smo mu priče. Putin, ne, skupaj z Rusko pravoslavno cerkvijo velja za neke vrste branilca določenih vrednot vis-a-vis zahodne evropske jedrne Evrope. Ne? In na ta način je celo v dobršni meri, ne, zaveznik tistega pravoslavja,
ki pa se ne bo odreklo temu, da narava določa marsikaj, kar moramo spoštovati in kako se ne ravnamo. Ne? Tu pravoslavni svet se temu ne bo odpovedal, za razliko od... Tudi Kiril je rekel, ko je podprl vojno, ja, je med drugim, da je to vojna proti pedofilom. Tako, ja. Kiril je točno to poanto uporabo. Ne? In seveda, zopet imamo tu neko popolnoma nelogično situacijo. Ne? Nekdo, ki zagovarja kvazi krščanske vrednote, agresivno gre in želi uničiti en narod oziroma mu odvzeti eno ozemlje brez razloga, brez kakršnekoli resnega predhodnega konflikta, ki bi ga ta narod vizavi drugega naroda povzročil. Skratka, dovoljeno je braniti tako rekoč neke kvazi vrednote z nasiljem, z orožjem, z vojno. Še več, da je Putin s tem utemeljil napad na Zahod. Ne? Tako, on s tem seveda. To ni samo do Ukrajine. Ne. In to se nadaljuje. Sej, kriza, ki nas čaka v zvezi s plinom in tako naprej, tu se Putin ves čas to tudi govori, ne? Da pravzaprav bo Zahod že videl, ne? Kaj še ga čaka, ker bo dobil protiukrepe. Ne? In to je eno. Drugo pa, ja, on se pravzaprav manifestira kot na neke vrste, bi lahko rekli, rešitelj. Novi mesija. Ja, rešitelj evropsko-evrazijskega kontinenta pred razkrojem, ki ga pridaša da je ruska varianta krščanstva. Ruska varianta krščanstva. Osobojujoča. Ja, tako, ja. No, zdaj, v čem se je torej tudi Putin pa ta oligarhija najbolj odrekla pravim moralnim državam v odnosu do države, do svojih ljudi, pa do sosedov? No, jaz mislim, da v Rusiji nikoli ni prišlo do demokracije. Padel je sicer stari komunistični sistem, ampak na njegovo mesto ni prišla demokracija. Po tistih prvih KGB sistem je ostal. Ja, KGB sistem je ostal, tako kot je ostal marsikaj udbovski sistem pri nas in kako je ostalo v mnogih drugih postkomunističnih državah, da so se te elite, stare elite, ki so bile desetletja dolgo na oblasti, hitro prilagodile predvsem prvi vrsti novim gospodarskim razmeram in so vstopile v gospodarsko sfero na način, da so pravzaprav oni postali glavni odločevalci na področju gospodarstva in potem tisto, kar so seveda ves čas obupno držali v svojih rokah, in to je tudi pri nas v Sloveniji tako, je medijski prostor in je izobraževalni prostor. Ne? Tam, kjer ti na ljudi lahko najbolj vplivaš in kjer jih držiš tako rekoč v šahu, da bodo mislili tako, kakor je tebi po volji. To, kar mi mislimo, ali pa mnogi mislijo v Sloveniji, da v Sloveniji ni te nevarnosti. V Sloveniji je to ne, da ni te nevarnosti, v Sloveniji je to dejstvo. Ker če ne bi bilo to dejstvo, da lahko nek medijski aparat volilno telo obrne tako rekoč v enem mesecu, ki 4-krat zapored ponovi isto zgodbo v smislu nekega novega obraza, potem, če se to ne bi dogajalo, eksperimentalno dogajalo v slovenski družbi, bi lahko govorili, da je naš medijski prostor pluralen in demokratičen. In ni. Pri nas je prva veja oblasti so mediji. Ni prva veja oblasti karkoli drugega. Prva veja oblasti so mediji, ker mediji odločajo o volitvah. Zato, ker se volilno telo obnaša tako, kakor jim mediji sugerirajo in kakor jih mediji suportirajo o tem, koga se naj voli in kdo je v redu in kdo bo vse rešil in kdo je grešni kozel. V Sloveniji to Mekloanovo načelo, kar ni v medijih, ne obstaja. Ja. Je to prvo zadnje pravilo. Tako, ja. No, zdaj, ko so pri medijih, bo prišla na drugo točko, to je
priprava novega zakona o radioteleviziji v Sloveniji in ti si član sveta radiotelevizije. Programskega sveta RTV. Programskega sveta, ne. Kako te stvari vidiš zdaj? V Ja. čem je problem? Kdaj je nastal sedanji zakon, oziroma in kako opredeljuje vlogo recimo medijske hiše, kot je RTV, v slovenski družbi in zakaj je zdaj tak napad na ta zakon? Ja, kar se tiče javne televizije, jaz mislim, da tudi v tej hiši se tranzicija nikoli ni zgodila. Morala bi se zgoditi v tem smislu, da bi se zasnovala demokratično in pluralno zasedene pozicije vodstvenega kadra. To se ni zgodilo. Mi smo imeli v preteklosti, se pravi takoj po osamosvojitvi, je seveda Demos bil tisti, ki je lahko nastavil novega direktorja, potem kasneje je bil recimo bivši šef partije, gospod pokojni Kocijančič, tudi direktor. Ko sem jaz prihajal zdaj pred 2 letoma in pol v programski svet, je naš predsednik programskega sveta bil tudi bivši funkcionar Zveze komunistov, tako da te stvari, vmes recimo en mandat je bil gospod Granda, predsednik programskega sveta, tako da te stvari se niso v sistemu zgodile na ta način, da bi vse politične opcije v RTV-ju bile vedno v situaciji, ko bi se morale med sabo dogovarjati in ko bi se med sabo tudi kontrolirale. Edini tak mehanizem praktično je bil postavljen z tem tako imenovanim Grimsovim zakonom, ki se ga zdaj skuša spremeniti, ki je omogočal, da se programske svetnike za polovico menja na vsaki 2 leti. Torej, če imamo 4 leta eno vlado, potem je pred njo tista vlada z svojo večino v državnem zboru imenovala zadnjo polovico svetnikov iz prejšnjega mandata. Koliko je to? 10, 15? Ne, to je od 29 je to tam 14-15, ja. In potem, ko nastopi nova koalicija, recimo tako kot sedanja koalicija bo imela to možnost narediti drugo leto. In zamenja lahko polovico svetnikov. In potem čez 2 leti zopet polovico svetnikov. Se pravi, ta menjava v programskem svetu ni bila tako slaba, ker je tako rekoč vedno omogočala, da v nekem obdobju je seveda imela leva politična opcija večino, v nekem drugem obdobju pa desna politična opcija večino, če tako rečemo pogojno. Trenutno ima desna politična opcija to večino. Ampak jaz mislim, da ni programski svet ključen subjekt v RTV-ju. Ključen subjekt je generalni direktor in so direktorji posameznih področji televizije, radia in recimo tudi multimedijskega centra, ki bi moral imeti svojega direktorja. In na teh pozicijah bi morali poskrbeti za uravnoteženost, da bi ljudje, ki so imenovani na te pozicije, po nekem džentelmenskem dogovoru bili imenovani, recimo, če je direktor televizije imenovan od desne politične koalicije, da je direktor radia imenovan od leve politične koalicije. Tu bi morali najti neko soglasje za to, da bi vodstveni kader na nacionalnem mediju neprestano se zavedal, da je v službi obeh opcij, če vzamemo samo 2, ampak se jih imamo tudi več. Se pravi, gre za to, da tisti, ki ustvarjajo in ki vplivajo na ustvarjanje nacionalnega medija, bi morali imeti neprestano to pred očmi. Mi smo v službi vseh. Mi ne moremo biti agitprop ene politične opcije. Recimo, na Odmevih gospa Starič je 2 leti v času Janševe vlade
vsakega malo bolj eksponiranega politika vprašala, a bi vi bili pripravljeni prevzeti mesto mandatarja. Ne? Ona jih je spraševala brez razloga o tem. Ona nima kaj spraševati ljudi, če bi bili pripravljeni prevzeti mesto mandatarja, če imamo legalno izvoljeno vlado, če ta vlada ima večino v parlamentu, se pravi, ni nacionalni medij tisti, ki bo menjaval vlado. Ne? Pa sugeriral recimo evropskemu poslancu, a bi on bil pripravljen biti premijer ali nekajmu drugemu in tako naprej. To se enostavno ne dela, to ni higienično. Ne? To pa seveda ne pomeni, da medij kot tak ni tudi kritičen v odnosu do oblasti in do tistih, ki so seveda trenutno na oblasti. Ampak kaj se nam zdaj dogaja? Glejte, jaz če gledam nacionalno televizijo, pa tudi Pop TV, imam občutek, da še Janša zmeraj na oblasti. Zato, ker še zmeraj njega kritizirajo. O Golobu pa ne povejo nič. Ampak zdaj je Golob na oblasti. Torej, naloga medija je, da Golobu gleda pod prste. Janši je gledala pod prste 2 leti. In zdaj bi si lahko malo odahnili od Janše. Ne, oni še naprej tolčejo po Janši in tolčejo po prejšnji vladi, namesto da bi gledali, kaj dela sedanja vlada. Pa dobro, recimo, da se bo po 100 dneh vladanja to nekoliko spremenilo, ampak mislim, da se ne bo nič spremenilo, zato ker vidim, kakva je forma mentis ljudi, ki ustvarjajo program. Torej, moje stališče je, da seveda sedanji zakon ni idealen, ampak to, kar je gospa Mojca Šetinc Pašek kot prvo podpisana pripeljala v državni zbor in predlaga spremembe, to je pa seveda popolno prevzetje ene politične opcije, totalno prevzetje vseh organov na nacionalnem mediju in popolno izrinjenje tistih par ljudi, ki jih ni veliko, ki jih naštejemo lahko na prste ene roke, ki v tem glomaznem aparatu, kot novinarji, zdaj mislim, ne, delajo in razmišljajo malo drugače. Moramo pa vedeti, da tudi del delavcev na RTV-ju niti približno ni za to spremembo. Tudi sindikat delavcev RTV-ja je napisal proti argumentacijo. In to ne pomeni, da so zdaj na televiziji vsi navdušeni, da se bo tako zadeva spremenila, kot bi radi parlamentarci sedanje koalicije to naredili. In tudi je treba še to reči, ne, da pri celi stvari je najbolj problematičen informativni program. Jaz sem zdaj dobri 2 leti v programskem svetu. In v teh 2 letih daleč največ pripomb gre na informativni program. Vsi ostali programi, tu pa tam se karkoli, kakšna pripomba. Pa še to so, bi lahko rekel, lepotne pripombe. Ne? Sploh ne neke pripombe, ki bi postavljale konceptualnost. Kulturna vsebina. Ljudje ne problematizirajo. Ljudje problematizirajo ves čas informativni program. Se pravi, da imajo en kritičen odnos do informacije. Absolutno. Kako pa je ta zakon v skladu z ustavnimi načeli? Svoboda obveščanja, potem pravica do resnice. Ne? Torej, ta zakon, jaz mislim, da v taki obliki, kakršen je zdaj pač v proceduri, nikoli ne bo sprejet, ker ne more biti sprejet. Pa tudi, če bo sprejet, ne bo mogel nikoli stopiti v veljavo, ker bodo potekali različni pravni postopki, ki bodo izpodbijali njegovo ustavno-pravno utemeljitev, oziroma se pravi, da je ustavno-pravno zdrži, in pa tudi zakon o medijih, ki je širši zakon, ki je te klauzule. Ima tudi elemente, ki preprečujejo tak način spreminjanja zakonodaje o RTV Slovenija. Tako da tu so se preprosto dame in gospodje, ki so se zagnali v RTV,
zagnali v to, v prepričanju, mi imamo zdaj veliko večino v parlamentu, lahko delamo, kar hočemo. Malo so pa pozabili na to, da obstajajo poti, s katerimi se to ustavlja. Prva pot je referendum, druga pot pa je osporavanje nekega zakona na ustavnem sodišču ali pa celo na Evropskem sodišču. Vse te poti so še vedno odprte in cela zadeva se niti približno ne bo tako hitro zaključila, kako si je zamislila gospa Mojca Pašek Šetinc, ki prihaja iz znane Šetinčeve familije, kjer so imeli skozi zelo velik vpliv na medijski prostor. To je snaha od starega Šetinca, ampak stari Šetinc in njegov sin sta bila ves čas tudi v medijih zelo, zelo prisotna. Mile Šetinc je bil celo, mislim, da direktor Dnevnika. Tako da, gledajte, tu imamo opravka pravzaprav z pravo putinizacijo ali rusifikacijo slovenskega medijskega prostora. O tem ni dobenega dvoma. In če se bo to zgodilo, potem seveda je dejansko velika nevarnost za slovenski demokratični sistem, ker bi ga obvladala popolnoma, medijska scena, ki potem seveda, tako kot sem prej rekel, diktira pravzaprav, koga se naj voli. In nažalost volilno telo gre v tej smeri. Kako so te državne medijske hiše urejene v drugih državah? Glejte, kar se tega tiče, imamo in avstrijsko varianto, in nemško varianto, in BBC varianto, kjer seveda je avtonomija, svobodno odločanje novinarjev in pa medijskih hiš zagotovljenih, ampak tam, če poslušate njihova poročila, ne boste naleteli na neke politično agitpropovske prispevke. Jaz nimam nič proti temu, da se predsednika, recimo vlade, resno sprašuje o resnih problemih. Sem gledal v času ukrajinske krize, takoj na začetku, vsa nemška poročila. Kakšna vprašanja so Šulcu postavljali novinarji? Ni problem. To se sme, to se mora delati. Mora se postaviti najbolj možne kritične vprašanja, ampak to se dela na nek kulturen, dostojen način. Profesionalno. In profesionalno, ne pa agitpropkov, ne pa propagandistično, ne pa navijaško. Ko ti tako rekoč iz novinarjeve mimike razbereš, kako je on proti nekomu in kako je za nekoga. Tako da ta neprofesionalnost je postala tako dominantna na informativnem programu na nacionalni televiziji, da tudi zaradi tega veliko ljudi ne gleda televizije več. In veliko več jih gleda pop. In moram reči, da dejansko je Pop TV včasih bolj profesionalen, kakor pa nacionalna televizija. Kar je seveda zelo narobe, ker bi morala nacionalna televizija držati ves čas največji profilni nivo. Sektorska televizija, Pop, komercialna, ne? Ja, komercialna televizija. Pa ima neko filozofijo in dela svoje, ne? Lahko dela svoje, ker ni plačana od vseh državljanov. Ampak zdaj še eno vprašanje, ki mi pogosto tako brni v glavi. Kako to, da imamo v Sloveniji tako malo novinarjev, ki bi bili res profesionalci? Zato, ker če vzamemo kot zelo konkreten primer, je glavni, bi rekel, izobraževalec novinarskega kadra pri nas Fakulteta za družbene vede in vidimo, kdo iz Fakultete za družbene vede največkrat nastopa na nacionalni televiziji, gospod Milosavljević. Gospod Milosavljević pa ves čas podpira levo politično opcijo. Torej, izvor ali izvirni greh, kako se izobražuje novinarje, kako oni razmišljajo, dejansko sega nazaj v izobraževalne ustanove. In ker nimamo pluralnosti na univerzitetni ravni dovolj razvite ali pa še ne traja dovolj dolgo, zato imamo takšen rezultat, kakršnega imamo. Imamo neko oblikovanje miselnosti, ki je taka. Ki je taka. Ampak kljub temu, kako to, da vsaj pri teh najbolj
vemo, bistri, ne, prodorni duhovi, novinarjih, ni v ospredju to vprašanje. Ne. Jaz z mojim delom zapustim nek pečat Ja, v novinarstvu. Ne. ja, In ni vseeno, kakšen je. Ne. ja, Ker ljudje me presojajo. Ne. ja. In če me presodijo kot pristranskega ali pa ideološko zamenjega, to mi ni v čast. Ne. Najbrž ne. Jaz se tudi to Ampak sprašujem. kako to, da tega Ja, ne- da to ne funkcionira. Zakaj ta kriterij, to merilo, ki si ga zdaj Janez izpostavil, ne funkcionira? Jaz tega tudi ne razumem. Jaz včasih sem že rekel, tudi na sejah sem rekel, ja pa ste si vi šli kdaj prebrati ali poslušati svoj nekdanji prispevek. Ja. Kaj ste, recimo, vzamiva zdaj konkretno, ne? Tako rekoč medijsko skoraj ni bilo slišano, da je Ustavno sodišče reklo, da je Janez Janša v primeru Patrie nedolžen. Ne? To je šlo zelo hitro mimo. Da bi se vsi mediji danes vprašali, kaj smo mi vse o Patriji pisali, govorili, poročali in kaj smo v zvezi s Patrijo vse počeli. Da zavzame neko odgovorno stališče do Bi tega. morali zavzeti odgovorno stališče do tega. Včeraj snoči sem slišal, je ta mađarski poslanec, Ja. ne, mađarski poslanec. poslanec v slovenskem parlamentu, ne, delovno sodišče je v njegovem primeru razsodilo, mislim, da je šlo za vprašanje ali za problem, ali je združljivo to, da je poslanec in da je predsednik mađarske skupnosti v Lendavi ali nekaj podobnega. Da se opravičujem, ker morda nisem čistočen v tej zadevi. In delovno sodišče je razsodilo, da tu ne gre za konflikt interesov. KPK pa je reklo, da tu gre za konflikt interesov. In on je včeraj rekel, da pričakuje, da se bo KPK opravičila, ker je počela neke stvari, ki niso pravno bile usklajene, in naj direktor oziroma šef KPK razmisli o svojem odstopu. Pravilno, edino pravilno. Ne? Zdaj si pa zamislimo, ne, koliko recimo nekih pravnih postopkov se je v Sloveniji zgodilo in se dogaja, in tistim, ki so na koncu bili poraženi kot pravni strokovnjaki, se nič ne zgodi. Ne? Ja. Nobenemu se nič ne zgodi. V zgodbi Patria smo imeli celo serijo tako imenovanih pravnih strokovnjakov, ki so služili nekemu drugemu interesu, ne interesu temu, da se dokaže, da se je res nekaj zgodilo, ampak interesu temu, da to služi v politično diskreditacijo nekega politika. Neke stranke. Bolševe, Neke stranke. Ne? Ja. In končno, ne, Patria je odločilno vplivala na ene volitve. Seveda. Tako kot je zdaj odločilno vplivalo na te volitve to, da je civilna družba, 8. marec in kolesarji in vsi ti so imeli tako močan medijski support, da so praktično z tem usmerili vso pozornost volilnega telesa v smeri, kakršna se je zgodila. No, je tudi to res, da tukaj treba priznati Robertu Golobu, ne, da je poimenoval svoje gibanje, to ni stranka, ne, gibanje Svoboda. In svoboda je en tak pojem, ne, ki vsakega ne govori. Seveda, to je zelo domišljeno. Tako kriminalca Ja. kot svetnika. Ne. Seveda. In tukaj je ljudi enostavno zaneslo. Ne. Ja, sigurno. Ampak to je tisto, kar smo prej o svobodi govorila. Ne? Oni so si našli idealen pojem, ne? Vse si ga po mojem niso sami, to so jim medijski strokovnjaki verjetno sugerirali, ne? Kakšen pojem bo ta pravi, ki bo potegnil in za katerim bodo ljudje šli. Ne? Seveda. Posebej to, da je gibanje, po koroni, da gibanje je brez programa. Ne? Ja, to sploh ni resna politična stranka in zmaga na volitvah. Jaz se temu gibanju pridružim brez vsake odgovornosti, ker mi je všeč. Ne? In tu se kaže točno to, ne, kako mi ne razumemo demokratičnih pravil igre in kako ne razumemo večstrankarskega sistema in kako dejansko vzgoja v šolah, medijski prostor,
ne utrjuje elementov demokratične družbe, ampak jih razgrajuje. In ker razgrajuje elemente demokratične družbe, v katere spadajo tudi politične stranke. Potem mladi stopajo v prazno. Ja, tako. In potem vsak, ki mimo pride, lahko zmaguje. No, še eno vprašanje, če lahko odgovoriš. Ko sem bil še na Radio Vatikan, sem bral eno razpravo, oziroma reportažo o novinarju Leviju, ki je delal za La Stampa iz Torina. Ja. No, in potem ga je vprašal od novinarja, ki je bil z njim v intervju ob njegovi obletnici, kako je prišel do tega, da je strokovnjak za sodni blok. No, je rekel, pravi, pred 25 leti me je urednik La Stampe in to z dovoljenjem takratnega predsednika Fiata Agnelija poslal v Moskvo. Je rekel takole, 2 leti imaš čas, da si tam, mi ti vse plačamo, da pišeš eno vrstico ali pa članek ali pa ne, samo da to preštudiraš. Po 2 leti pa se potem pogovorimo, kaj bi poročal in kako, katere stvari si preštudiral in to. A imate na radiju, oziroma programski svet, v tem smislu Makovo načrtu, da bi nekoga poslal, da bi se kot novinar poglobil v neko področje? Ne, tega v slovenski, ne samo medijski sceni, ampak tudi v slovenski politični sceni, tudi strankarsko-politični sceni nišče tako sistematično ne dela, kar bi seveda morali delati. Recimo zdaj, ko si to vprašanje odprl, oba se spomnima, na televiziji velja, na nacionalni televiziji velja za velikega novinarskega strokovnjaka gospod Žitnik. Ko so bile volitve Obama-Trump, je tako rekoč, Trump že zmagal, ampak gospod Žitnik še zmeraj poročal iz New Yorka in v Sloveniji so že celo demokrati praznovali, da bo Obama zmagal. Potem, ko je Rusija napadla Ukrajino, je gospod Žitnik drugi dan napovedal, da bo to tako rekoč v par urah se končalo, zato ker je ruska armada tako močna, da bo seveda Ukrajino povozila in da Ukrajine niti domovinska čustva ne rešijo. Celo to je bilo rečeno. Zdaj se pa jaz vprašam, nekdo in o gospodu Žitniku sem jaz na programskem svetu poslušal, kako je on velik sposoben kader. Ampak če naredi take napake, potem se vprašam, kaj delajo novinarji, ki živijo 4 ali več let v tujini in tako slabo poznajo tamkajšnje razmere, da lahko delajo take usodne napake. To ne moreš delati, pa tudi če si ti misliš, da se bo to zgodilo, če poznaš kontekst in širino problematike, nikoli ne boš šel in na prvo žogo povedal, recimo, kaj jaz vem, kdo bo zmagal, kdo ne bo zmagal, ampak boš vedno pustil vse do uradnega rezultata zadevo odprto, ker končno nikoli ne moreš biti 100%. Ti lahko govoriš o tem, katere so struje, kateri so trendi, pokazatelji, ne moreš pa zaključkov iz tega potegniti. In tu se vidi ta, jaz ne vem, mislim, kaj ti naši ljudje, ko grejo v tujino, tam počnejo, da ne postanejo, recimo, res dobri strokovnjaki za neko področje, ki postane v nekem momentu krizno. Recimo, novinar dela, mislim, da je Strojan, je bil Strojan, mislim, da se Strojan piše. Je bil v Moskvi dolga leta. Njegovi komentarji ob napadu Rusije na Ukrajino so bili odlični. Pa je levičar, koliko jaz vem. Medtem, če vzamem recimo nekdanjega dopisnika RTV Slovenija v Rimu, gospoda Hočevarja, gospod Hočevar je novinar rumenega tiska. Jaz od njega enkrat nisem slišal poglobljenega
komentarja o Vatikanu, o tem, kaj se v cerkvi dogaja. Za razliko od gospoda Petrovca, ki moram reči, da ga zelo cenim in spoštujem, ker to, kar gospod Petrovc sporoča iz Vatikana in iz Italije in tako, ima dokaj res profesionalni nivo. Se čuti, da ima poznavanje ozadja. Tako, to se čuti. Ne? Medtem, ko recimo tudi zdaj, zopet, ko smo pri vprašanju novinarjev dopisnikov, ne? Gospa Fejauš iz Berlina je šla poročati takrat, ko so Ukrajinci bežali na Poljsko. Ne? In je potem tam našla neke eksotične nevladne organizacije, ki so šimfali čez poljsko vlado, kako je neorganizirana. Pri milijonih ljudi, ki so šli iz Ukrajine v Poljsko, boš zdaj našel neko marginalno zgodbo, zato da boš problematiziral poljsko vlado. Zato je šlo problematiziranje poljske vlade. Naporne vsega ljudstva, ne? In vseh Poljakov. Poglejmo, Poljaki še imajo zmeraj milijone Ukrajincev na Poljskem. A kdo ustvarja kakršenkoli problem iz tega zdaj? Nišče, vse tiho in mirno. To pomeni, da je Poljska ukrajinske begunce oskrbela tako, kakor jih izlepa kdo ni drugod oskrbel. Ker če ne bi temu tako bilo... In to milijone, ne? In to milijone. In to v par tednih je morala sprocesirati. Ne? Se pravi, je tudi strašen finančni napor. In da se ob vsem tem dogajajo kakšni ekscesi in nepravilno, logično pri taki množici. Mi smo imeli par tisoč beguncev v Sloveniji. Jaz sem sam imel v hiši begunke, z njimi sem hodil na policijo, v upravno enoto, pa vem, kako dolgo sem čakal, pa kakšni procesi so bili za to, da so neki dokumenti prišli in tako naprej. Ne, pol se vprašaš, dobro, a ti ljudje, ki so na teh dost svetovno eksponiranih političnih pozicijah kot novinari Berlin, Moskva, Washington in tako naprej, ne? A so šli tja zato, da bodo delali politično propagando za neko domačo politično opcijo, ali pa so šli tja zato, da se bodo razgledali po tisti državi in da kadarkoli bo problem Amerika, Moskva, Rusija, Nemčija, da ga lahko pokličeš in da ti bo recimo kompetentno lahko govoril o položaju na zelo širok način. Zato je bil poslan, pa to so njega pričakuje. Tako. To ne boš več. Lepo, s tem zakončala. Drage davke, dragi gledalci, se zahvaljujem tudi v vašem imenu, gospodu Ivanu, za tako izčrpno podajanje vseh težkih problemov, tako na področju morale, kot na področju novinarstva v slovenskem prostoru. Torej, lepo pozdravljeni, tebi Ivan bo še enkrat hvala lepa. Hvala lepa tudi za to možnost.